Letošnje leto, ki ga zaznamuje epidemija COVID-19, je bilo za gospodarstvo izredno zahtevno. Številna podjetja in panoge se tudi ob zaključku leta sprašujejo, kako naprej, kako preživeti in s tem ohraniti delovna mesta. So pa med podjetji tudi zmagovalci. Med slednje zagotovo sodi podjetje Paklok, ki posluje v črnomaljski industrijski coni Triska Nižarica. V podjetju od prvega dne izvajajo vse dejavnosti vezane na pakiranje za vse vrste transporta. Kot pravijo, je njihov cilj zapakirati kakršenkoli tovor tako, da pride na cilj kjerkoli na svetu v neokrnjenem in nepoškodovanem stanju. Zgodbo podjetja Paklok je Branko Butala pričel pred dobrimi 6 leti. Najprej le z nekaj delavci v najetih prostorih. Danes poslujejo v lastni sodobni stavbi in zaposlujejo 35 ljudi. Kljub zahtevnemu letu pa jim dela in projektov ne manjka. Na podjetju Paklok, pa tudi če rečem na podjetju Comarch, kot inženiringu v logistiki, skrbimo, da nam dela ne zmanjka. In temu posledično lahko z veseljem povem, da smo tudi nekaj zaposlovali, da skrbimo za kontinuirano delo in ponosni smo, da imamo trenutno tudi delo in da nismo se zaustavili. Podjetje Comarch se torej dejavno in uspešno ukvarja z logistiko, z organiziranjem izrednih prevozov po vsem svetu. Da pa bi tovor nepoškodovan prišel na cilj, je pomembno, da je dobro in pravilno zapakiran ter zaščiten pred različnimi zunanjimi vplivi, ki jim je izpostavljen med prevozom do končne lokacije. Smo nekaj specifično podjetje, ki izdelujemo leseno embalažo, se pravi, pod to spadajo leseni zaboji, lesene palete, kletke, za namen pakiranja, se pravi industrijsko pakiranje. V praksi to izgleda, da dobimo tovor na podjetje, naredimo izmere, izdelamo to leseno embalažo in ta tovor spakiramo v primerno embalažo. Drugi način je pa, da gremo mi po terenu, se pravi, gremo do naših kupcev in v njihovih podjetjih spakiramo, se pravi, njihov tovor v leseno embalažo. Odliki Pakloga sta torej visoka kakovost ter prilagajanje željam in potrebam kupcev. Pravzaprav pakiramo od nekega mini umetniškega izdelka pa do res velikih stvari, kot so jahte ali pa izredno dolge industrijske linije. Tako da velikost, oblika, teža pri nas ni pomembna. Zapakiramo od najmanjše do največje stvari. Zaposleni v podjetju morajo imeti občutek za delo z lesom. In če na prvi pogled vse skupaj izgleda precej enostavno, temu žal ni tako. Delo je precej specifično, zato tudi na našem področju nimamo konkurence, še dodaja Simonič. Inženiring na Comarchu nam daje širino, nam daje tudi ogromno znanja, ki ga vložimo v projekte. Te projekte pretvorimo v pakiranje. Pakiranje potrebuje les, en zaključen krog. Tako na Comarchu kot na Paklogu pričakujemo lepe rezultate, lepše kot lani, kar nam daje energijo. Daje nam energijo tudi za razmišljati za naprej. Poslovna strategija med obema podjetjama se izkazuje kot dobitna kombinacija. Tako jim omogoča, da v Črnomlju prihodnje leto začnejo z načrtovanjem izgradnje novega logističnega centra. Zaključili naj bi ga v letu 2022, stal pa bo le nekaj metrov stran od sedanje lokacije. In kolikšna je ocenjena vrednost nove naložbe? Računamo med 3 in 3,5 milijoni. Investicija, ki bi zagotovila delo dodatnim 20 ljudem in investicija, ki bi zagotovila predvsem prostor, ki je za nas bistvenega pomena. Mogoče sama investicija v volumnu, misliš, biš pa zaposlil takoj 100 ljudi, ne gre tako, ne. Rabimo prostor zaradi samega produkta proizvodnje, ki ga proizvajamo. To so leseni zaboji, pakiranje,
dvigala in tako dalje. Njihova proizvodnja, usklajena z mednarodnimi standardi, ni serijska. Prilagajajo se namreč vsakemu izdelku, ki ga je treba zapakirati. Osnovna surovina je les. Mi predelujemo embalažni les, mreke, jelke, 2., 3. klase v, rečem temu tako, sigurno eno boljšo dodano vrednost, to je zaboj, oboj, paleta za projektni tovor, ki potuje po celem svetu. In tu je dodana vrednost tudi v logistiki. Kar udejanjajo v lastniško povezanem podjetju Comarch. Pri Comarchu nekako smo aktivno se ukvarjamo z transportom blaga po celem svetu in v naši verigi transporta, dvigovanja tovorja, premikanja tovorja nam je vedno manjkalo ta del, pakiranje, ne. In tudi smo opazili pri slovenskih izvoznikih je bila ta največja težava, se pravi, mi želimo jim ponuditi ključ. Slovenski izvozniki so želeli izvažati tudi izven Evrope prekomorsko in tu mi je manjkalo pakiranje, ne. Prave rešitve za prekomorsko pakiranje v Sloveniji ni bilo, zaradi tega smo se odločili, da bo najenostavnejše, če preprosto zadevo zaštartamo sami. Skupaj z italijanskim partnerjem, podjetjem Transpac, smo odprli podjetje Paklok, tako na Hrvaškem, tako v Sloveniji in sedaj uspešno za slovenske in hrvaške izvoznike robo pakiramo in dostavimo do končnih kupcev. Razmere v logistiki so že celo leto zelo zahtevne, zato v podjetju pozorno spremljajo dogajanje in delo prilagajajo nastalim razmeram. In kako se to izkazuje v praksi? Pozna se pri odnosu znotraj podjetja, pri odnosu do sodelavcev, pri samem prometu v našem podjetju pa se zadeva ne pozna, ker transport bo vedno obstajal. V takšni ali drugačni obliki se ne more vstaviti. Zato ne preseneča, da imajo v obeh podjetjih v prihodnje zelo smele načrte. Eden takšnih je tudi zagon sodobnega logističnega centra v predmestju Zagreba. Dobro poslovanje in ustvarjen dobiček pa jim omogoča tudi, da del ustvarjenih sredstev vrnejo nazaj v lokalno okolje. Težko se je izpostavljati na nek način, ampak nekako se trudimo tako skozi Comarch kot Paklok, da se počutimo Belokranjci. In tudi Belokranjci smo. Mogoče tu živimo, tu želimo delati dobro promocijo podjetja samega, kar pomaga, da tudi ljudje, ki se zaposlijo v podjetju, smatrajo, da bodo prišli v urejeno podjetje, da bodo prišli v podjetje, kjer se bodo dobro počutili. Seveda, če imaš rezultate in če imaš dobiček, ga delno moraš razdeliti še komu, ki je tega vesel, z kakšnimi manjšimi donacijami, gasilskim društvom, kulturnim društvom, tudi v lastnem okolju, kjer živimo, se nekako trudimo, delamo na nekem projektu, kjer bomo uredili lokalno vaško jedro v naslednjih letu ali dveh. Tako da trudimo se z donacijami tudi pomagati v tej smeri. Kar bodo počeli tudi v prihodnje, dodaja. Zanimalo pa nas je, ali sam kaj pričakuje od lokalnega okolja, v katerem udejanjajo tako uspešno poslovno zgodbo. Od lokalnega okolja pričakujem tisto, kar sam tudi okolju dajem. Pozitivizem, odnos do gospodarstva, tudi manjšega gospodarstva, malih podjetij, srednjih podjetij, da se mogoče lokalno okolje tega zaveda, da se z majhnimi koraki gradi nekaj večjega. Ter da bi ta razvoj in rast belokranjskega gospodarstva prepoznali tudi na nivoju države, še dodaja Branko Butala. Odličnost obeh podjetij, tako v Comarchu kot v Paklogu, se izkazuje v znanju, ki jim prinaša prednost pred drugimi, ter pripadnosti zaposlenih. Pomeni, da zaposleni, ki se tukaj vidijo in ki uživajo v zdravi proizvodnji, še enkrat poudarjam zdravi zato, ker praktično nimamo nobenega odpada. Iz našega dvorišča praktično odpeljete manj odpada kot iz največjega gospodinjstva ali pa najmanjšega. Ves les predelamo nazaj v sekance in sekance potrošimo za lastno energijo. Zakaj to govorim?
ker so nam ljudje največ pomembni. Še dodaja Branko Butala, strateg celotne zgodbe, ki zna še kako dobro povezati strateške partnerje. V občini Mokronog Trebevno delajo nadaljnje korake pri razvoju podjetništva. Pred dnevi so namreč uradno odprli poslovno cono Puščava. Prvo fazo komunalne ureditve območja so končali že pred časom. Z gradnjo so tako izboljšali razmere za poslovanje zdajšnjih in zagotovili razvoj novih gospodarskih subjektov. Na manjši slovesnosti je direktor izvajalca del podjetja komunalne gradnje iz Grosuplja Viktor Dolinšek županu Antonu Mavru seveda ob upoštevanju zdravstvenih priporočil simbolično predal defibrilator. Jaz sem vesel, da se je ta naš, lahko rečem, poslovni partner ali pa izbrani izvajalec nas trudil že pri sami izvedbi del, ampak da je izkazal na kraju tudi to pozornost, ki jo bomo zagotovo zelo ocenili in jo cenimo in spoštujemo to gesto. V tej dolini kar dolgo leta sodelujemo, v Mokronogu imamo več projektov in potem je prišla ena taka ideja, pa če se na nek način oddolžimo oziroma da izkažemo neko pozornost do tega kraja. Obe strani sta torej zadovoljni z dobrim sodelovanjem in seveda tudi s končnim izdelkom. S končnim izdelkom smo zadovoljni v redu. Dobro. Izvajalec del se je potrudil, sledil je vsem projektantskim zahtevam in navodilim in tudi potrebam, ki smo jih še sproti izkazovali. Tako da dela so opravljena kvalitetno. Sam projekt je bil kvalitetno sprojektiran, naročnik je imel dejansko pripravljeno vso dokumentacijo, tako da so lahko dela potekala povsem tekoče. Projekt smo zaključili v roku, tako kot je bilo zahtevano. Sama vrednost projekta je bila cirka pol milijona z davkom. Notri pa je vsa infrastruktura, ki se pritiče takim obrtnim conam. Dela so potekala brez težav, opravili so veliko. Kompletna infrastruktura je na tem mestu. Od izgradnje kanalizacijskega sistema, čistilne naprave, potem kanalizacijskega sistema za elektriko, komplet elektrocevovodi so narejeni, transformator je pripravljen na mestu, javna razsvetljava, vodovod z hidrantnim omrežjem, cesta, pločniki, kanalizacije za optiko. Skratka, vse, kar danes sodobna poslovna cona potrebuje. Na tem mestu je, da se zahvalim občini, da je izpeljala projekt, ki smo ga začeli v resnici pred 4 leti z iskanjem možnih prostorov v občini, kjer bi lahko mi širili svoje poslovanje. Danes je uradno odprta industrijska cona, ki nam omogoča nadaljnje širjenje. Res pa je, da smo padli v obdobje, kjer se take investicije dajejo na stran in čaka na konec situacije. V tem času smo odprli drugo tovarno v Bosni, ker nismo mogli 4 leta čakati na realizacijo, ampak to samo pomeni, da bo na tem mestu zrasla tovarna, ki bo namenjena ne povečevanju delovnih mest, ampak povečevanju dodane vrednosti. Občina Mokronog Trebevno se je s projektom prijavila na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobitev sredstev iz dogovora za razvoj regij. Smo lahko takoj po prejemu odločitve podpisali tudi pogodbo z izvajalcem za vrednost dobrih 450 tisoč evrov z DDV-jem. V času gradnje se je pokazalo nekaj dodatnih del, tako da je celotna vrednost gradbenih del po izvedbi znašala 535 tisoč evrov. Lahko rečem, da je bilo, se pravi, evropskega in pa slovenski del znaša 430 tisoč, dobrih 430 tisoč, 104 tisoč evrov pa še nekaj je bilo pa iz občinskega proračuna.
Zemljišči nove poslovne cone sta že dobili lastnika. Parcele so odprodane, Kovinoplastika Zajc druga parcela in Sep Mokronok prva parcela. In za to parcelo, kjer bo Kovinoplastika gradila gor, zato smo dobili tudi to kompletna sredstva za infrastrukturo in za dostop do te druge parcele. Tako, ko je bil zamik industrijske cone, smo tudi mi predstavili in projektiranje in gradno v naslednje 2 leti. Dela na projektiranju tečejo, računamo, da bomo drugo leto pridobili gradbeno dovoljenje, takrat bo pa že znano, kaj se bo v naši branži dogajalo. Razvoj poslovne cone pa seveda pomeni tudi razcvet gospodarstva in občine. V občini so 3 podjetja, ki vplivajo na življenje in na razvoj in prav je, da ostajamo tukaj, kjer smo že 15 let sedaj. Občina s tem pridobiva stalnost, nič drugega. Ostalih bonitet od industrije občina najbrž nima. Ima pa nek stalnost in ljudje vejo, ki bodo lahko živeli v prihodnosti. Tja pa gledajo tudi na občini. Zanimanje za širjenje poslovne cone je veliko. Občina Mokronok Trebelno je ena tistih občin, ki se zaveda, da brez kako velik pomen je zagotavljanje novih poslovnih površin za razvoj industrije oziroma gospodarski razvoj v nekem kraju. In zato načrtujemo v nadaljevanju, v naslednjih letih zagotovo še na preostalih površinah, ki jih je skoraj 6 hektarov, urediti podobno, kot smo uredili zdaj v tem delu. Sledi torej izgradnja 2. in 3. faze poslovne cone, začeli pa bodo z izdelavo podrobnega prostorskega načrta.